Hvala za besedo. Naša druga delovna skupina si je postavila okvirno naslednji dve vprašanji. Ustreznost zastavljenih ciljev, opredeljenih v trenutnem nacionalnem programu, vključno z zastavljenimi kazalniki in prednostnimi področji, in drugič, predlogi prioritetnih vsebin oziroma ukrepov za nov nacionalni program. Iz razprave v naši delovni skupini je bilo moč ugotoviti, da postavljena vizija nacionalnega programa izobraževanja odraslih, ki je zapisana v trenutnem nacionalnem programu, pravzaprav lahko ustreza tudi naprej, ki pravi: vsakemu odraslemu prebivalcu Slovenije omogočiti enake možnosti za kakovostno izobraževanje v vseh življenjskih obdobjih. Na delovni skupini seveda, ker sta bili vprašanji zelo kompleksni, smo se tudi zelo kompleksno pogovarjali in prišli do nekaterih priporočil, ki jih bom v nadaljevanju strnila. Že vnaprej se opravičujem, da povedana priporočila niso zelo sistematično grupirana, vendar to lahko naredimo tudi kasneje. Poudarjeno je bilo, da je opredelitev prednostnih področij v trenutnem nacionalnem programu zastarela. Potrebno je razmisliti o bolj fleksibilni zasnovi tega nacionalnega programa. V centru javnega interesa v izobraževanju odraslih naj bo javna služba. Ne samo Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, pač pa tudi vseh vključenih ministrstev. V koncentričnih krogih v nadaljevanju pa vse ostale dejavnosti, ki podpirajo nacionalni interes. V ospredje je potrebno postaviti vzvode in zaveze za sodelovanje med izvajalci in med resornimi ministrstvi, vključno seveda tudi z lokalno ravnjo. Okrepiti je potrebno, torej, če povzamem, sodelovanje na vseh ravneh. Nismo se mogli izogniti vprašanjem ciljnih skupin. Mnenje skupine je bilo, da so v nacionalni program vključeni vsi odrasli, ne glede na starost. Ne dajemo prednost niti tistim, ki so mlajši od 45 let, niti tistim, ki so stari manj kot 64 let. Skratka, vsi odrasli. Tu vidimo, da smo zelo skupaj tudi s prvo delovno skupino. Zato, da se dosežejo odrasli različne ciljne skupine in potrebe odraslih, je potrebno okrepiti podporne dejavnosti, zlasti na prvem mestu usposabljanje kadrov, učiteljev in drugih strokovnih delavcev povsod, na vseh ministrstvih in drugje. Okrepiti je potrebno postopke vrednotenja in jih spraviti v življenje. Krepiti kakovost, svetovanje, marketing, promocijo, ozaveščanje s poudarkom na nedosegljivih ciljnih skupinah. Pri oblikovanju ciljev nacionalnega programa se sledi v prvi vrsti pridobivanju temeljnih zmožnosti in kombinaciji temeljnih zmožnosti s poklicnimi zmožnostmi, trajnostnemu razvoju, krožnemu gospodarstvu, vsemu, čemur pravimo v programih naj si bodi e-zdravstvo, e-uprava in nasploh kompetence za upravljanje z IKT tehnologijo. Nacionalni program naj v fokus postavi tudi medgeneracijsko sodelovanje in prenose znanja, za krepitev socialnega kapitala ljudi, zlasti na podeželju, pa tudi drugje, za izboljšanje kvalitete njihovega življenja, k čemur pomembno pripomorejo tudi nevladne organizacije.
Okrepiti je potrebno aktivnosti za ureditev izobraževanja ali za izboljšanje izobraževanja odraslih v srednjih šolah. Omenjene so bile možnosti drugačne organiziranosti, na primer organizacijskih enot za izobraževanje odraslih in krepitev svetovalne dejavnosti tudi v srednjih šolah. Skozi vso našo razpravo je velo prepričanje in ponovni poudarek, da ima izobraževanje odraslih enakopravno in enakovredno vlogo glede na ostale dele šolskega sistema. Omenjena je bila tudi strategija vseživljenjskega učenja, ki je bila v Sloveniji sprejeta samo v okviru Ministrstva za izobraževanje in šport in dana nekako pobuda, da je potrebno s to strategijo vseživljenjskega učenja naprej. Dovolite mi moje osebno mnenje, ta strategija, taka kot je bila zapisana tedaj, tudi terja prenove. Organiziranost nevladnih organizacij, kar sicer ni predmet nacionalnega programa, je izjemnega pomena, tudi njihove povezave. Nismo obšli razvojne in raziskovalne dejavnosti, ki mora imeti v nacionalnem programu svoje pomembno ustrezno mesto. Tako za razvoj, raziskave, kot tudi za implementacijo izobraževanja odraslih v Sloveniji potrebujemo več sredstev. Iz delovne skupine so povedale, da je sredstev iz integralnega proračuna napram sredstvom evropske kohezijske politike premalo. Omenjena je bila potreba in krepitev sodelovanja z visokošolskimi zavodi ter nujnost povezovanja baz podatkov, zbiranja podatkov, medsebojne primerljivosti in podobno, kar sedaj še ni primerno urejeno. Delovna mesta in kompetence na delovnih mestih je potrebno skupaj soustvarjati z delodajalci. Letni programi izobraževanja odraslih naj odražajo sodelovanje med ministrstvi, tudi tako, da se krepijo, da se to vidi iz javnih razpisov in ukrepov, ki združujejo različne proračunske postavke. Razpravljalci so omenili tudi potreben razmislek na polju davčnih olajšav in finančnih spodbud. In na koncu poseben poudarek na prilagajanju programov odraslih ranljivim skupinam. Toliko z moje strani, prosim člane delovne skupine, da me korigirajo, morda tudi kaj dopolnijo. Hvala lepa.